Govoriti o odpuščanju pomeni govoriti o zelo posebni ljubezni. O ljubezni, pripravljeni preseči samega sebe prav do tja, kjer želimo ustvariti nov svet odnosov. Če je moje srce zaradi jeze, sovraštva in maščevalnosti okamenelo, potem moja čustva izvirajo iz tega okamenelega srca. So torej mrzla, trda, toga. Čustva in misli vplivajo na vsako celico našega telesa. Vplivajo na krvni tlak in na tok krvi, ki teče v organe. Kakovost naših misli in čustev se občuti v celotnem organizmu. Če živimo v jezi, četudi nezavedno, nas to drži v nenehnem krču, stresu. Vse to oddajamo tudi navzven, in to ne le v prostoru, tudi v času. Napetost, nagnjenost k sovražnosti in gospodovanju se prenaša iz roda v rod. Strokovnjaki govorijo o tako imenovani transgeneracijski travmi, ko posameznik čuti posledice travmatskega dogodka, ki ga ni sam doživel, doživeli pa so ga njegovi starši, stari starši ali še bolj oddaljene generacije. Njihovi potomci imajo slabšo funkcionalno prilagoditev kot ljudje, ki travme niso imeli. In kadar travm ne zdravimo ali kadar se ne prepustimo žalovanju, nam ostanejo posledice, trpljenje. Doktor Žunter, zdravnik iz mojega rojstnega kraja, iz Zgornje Savinjske doline, je to našo slovensko travmo takole kratko in zelo koncizno opredelil, pa bom kar prebrala, kaj pravi. Kot narod smo Slovenci v svoji kolektivni zavesti globoko ranjeni in zaznamovani s povojnimi množičnimi zločini, ki so nas prizadeli in pohabili do te mere, da se med sabo ne maramo in se danes sovražimo celo tisti, ki smo rojeni leta po vojni. To je strašna cena, ki jo kot narod plačujemo zato, ker se nismo moralno očistili, saj sem prepričan, da nas teh zločinov lahko reši le globoka in iskrena katarza. In to nas Slovence še čaka. S tem, ko odpuščam, osvobajam sebe, lahko pa tudi tebe. Ni nam treba živeti s temačnostjo v srcu. Odpuščanje nas nagradi s fizičnim ugodjem in mentalnim zdravjem. Komu odpuščamo? Najprej in kar naprej odpuščamo sami sebi, članom družine, prijateljem, znancem, tujcem, ustanovam in končno Bogu. Odpuščanje moramo vaditi in si pridobivati izkustvo resničnega odpuščanja. Pri tem ne moremo mimo Jezusovega zgleda na križu, ko je molil za svoje ubijalce. Na krike "križaj ga" se je odzval s krikom "Oče, odpusti jim". Te besede zaobjamejo vso Božjo moč in svetost. Izrečene so bile ob največjem zločinu. Udejanjajo in izražajo ves smisel in namen trpljenja, namreč spravo sveta z Bogom. Biti moramo pripravljeni, da prav kakor Jezus trpimo in odpuščamo tistim, ki nam povzročajo trpljenje. Krščanstvo je religija odpuščanja sovražnikom. Znamenje križa nas vedno spominja, da to ni znamenje obsodbe in prekletstva, ampak odrešenja, odpuščanja in edinega upanja. To je križ, s katerim bomo vstali. Kaj pa odpuščanje ni? Se pravi, zdaj bomo malo pogledali napačne predstave o odpuščanju. Odpuščanje ni pozabljanje preteklosti. Odpuščamo premalo, pozabljamo pa preveč. Za korak odpuščanja sta potrebna dober spomin in jasna zavest žalitve. Sicer kirurgija srca, katero zahteva odpuščanje, ni mogoča. Odpuščanje ni pozabljanje preteklosti. Odpuščanje je tveganje prihodnosti, ki bo drugačna od tiste, ki jo je naložila preteklost ali spomin. Pomembno je sanjati boljši svet, kjer bosta vladala pravičnost in sočutje. Odpuščanje ni zanikanje. Odpustiti ne pomeni zanikati hudega. Odpustiti pomeni razveljaviti vse zahteve, pogoje in pričakovanja, ki blokirajo držo ljubezni.
Odpuščanje tudi ni moralna obveza. Če bi bilo odpuščanje moralna obveza, bi mu odvzeli njegov značaj zastonskosti in spontanosti. V odpuščanju se aktivirajo vse zmožnosti, občutljivost, srce, razum, sodba, domišljija, vera in tako naprej. Odpuščanje tudi ni sinonim za spravo. Odpustimo lahko tudi odsotnemu, umrlemu, nepoznanemu, nekomu, ki se ne odzove na naše odpuščanje. Odpuščanje ni le pravičnost. Odpuščanje je dejanje zastonske dobrohotnosti, medtem ko se pravičnost zavzema, da vzpostavi pravice razžaljene osebe na objektivnem temelju. Seveda pa odpuščanje, ki se ne bi borilo proti nepravičnosti, ne bi bilo znamenje moči in poguma, temveč prej znamenje slabosti in napačne tolerance. To bi podpiralo ponavljanje kriminala. Odpuščanje ni opravičevanje grehov. Odpustiti žaljivcu ne pomeni opravičiti ga, to je razbremeniti ga vsake moralne odgovornosti. Za opravičevanje seveda nikoli ne zmanjka izgovorov, kot so recimo vpliv dednosti, vzgoje, kulture, okolja in tako dalje. A potemtakem nihče ne bi bil odgovoren za svoje dejanja, ker nihče ne bi bil dovolj svoboden. Tako bi lahko opravičili vsak kriminal. Opravičevanje tudi ni dokazovanje moralne večvrednosti. Pod videzom velikodušnosti se lahko skrije instinkt moči. Odpuščati zato, da bi napravili vtis, je velika skušnjava. Lažno, oholo odpuščanje ustvarja odnos vladajoči obvladani. Pravo odpuščanje srca poteka v ponižnosti, ni izražanje moči. Moč je potrebna predvsem zato, da priznamo in sprejmemo lastno ranljivost. Odpuščanje ni prelaganje odgovornosti na Boga. Bog ne dela namesto nas tega, kar spada k človekovi iniciativi. Na sprejem Božje milosti se mora človek pripraviti na človeški ravni. Odpuščanje je hkrati človeško in Božje dejanje. Narava in milost se dopolnjujeta. Odpuščanje tudi ni trenutno dejanje, je notranje spreobrnenje, uvajanje v ljubezen do sovražnikov, iskanje notranje svobode in to vse kaže nujnost hoje, romanje srca. Drugega se učimo gledati z novimi očmi. Gre za novo uokvirjanje, za gledanje nesrečnega dogodka v razširjenem okvirju. Na rano priklenjen človek vidi samo srce napolnjeno z zamero. Zdaj pa že dviga glavo, da bi vsem presojal v širši perspektivi. Odpuščanje upošteva vrednost žaljivca. Krivca najprej vedno vidimo kot hudobno bitje, ki je vredno vse obsodbe. A pomembno je verovati v njegovo dostojanstvo. Za pošastjo bomo odkrili krhko in ranljivo bitje, kakršni smo tudi mi sami. Odpustiti pomeni tudi osvoboditi drugega bremena strogih sodb o njem, rehabilitirati ga v njegovem človeškem dostojanstvu. Odpuščanje je osvoboditev, olajšanje in ponovno stvarjenje. Naredi nas nove. Odpuščanje ponovno daje veselje in svobodo tistim, ki jih je težilo breme njihove krivde. Odpustiti, to je gesta zaupanja do nekega človeškega bitja. To je da našemu bratu. Odpuščanje pripada dvema svetovama, človeškemu in Božjemu. Bog je izvor pristnega odpuščanja, toda odpuščanje se ne uresniči brez človeškega sodelovanja. Odpuščanje vsebuje idejo polnosti, ker izraža obliko ljubezni privedeno do skrajnosti, se pravi, ljubiti kljub prizadetosti. To zahteva, da izpolnimo tako človeške kot tudi duhovne moči. V zadnji fazi je odpuščanje diskretno, ponižno in kar se da tiho. Izvira iz globine bitja in iz srca, ki ga naseljuje duh. Odpuščanje sledi zakonom človeškega razvoja in se istoveti s fazami dozorevanja osebe. Tukaj imamo 12 korakov pristnega odpuščanja. In zakaj 12 korakov?
iz razlogov pedagoškega reda. Delo odpuščanja je razporejeno na uresničljive naloge. Posamezni koraki so kot smerokazi, ki jih uporabimo na tej naši negotovi poti. Bistvo izkušnje je v pozornem sledenju vzgibom lastnega srca, v odkrivanju dejanskega položaja o sebi in v sprejemanju sebe takšnega, kakršen sem na svoji poti. Mogoče čutim zaprtost svojega srca. Tudi to je dobro. Sprejmem prav vsak notranji vzgib. Dopustim, da se ciljem začasno odrečem, če začutim, da je to potrebno. Ne začnem z željo, da odpustim težke žalitve. Za začetek izberem kaj preprostejšega. Pišem morda dnevnik vtisov, morda jih s kom podelim, da svoje razmišljanje poglobim. Prvi korak. Se pravi, odpuščanje se začne z odločitvijo, da se ne bomo maščevali. Nasilje ni nikoli prekinjeno z nasiljem, temveč vedno samo z nenasiljem. Kitajski pregovor pravi, da tisti, ki se maščuje, bi moral izkopati 2 jami. Ne maščevati se je upoštevanje mojega dobrega. Duh maščevanja preprečuje, da bi užival mir in tišino, potrebno za zdravljenje in za celitev moje ranjenosti. Če bi se maščeval, bi moral posnemati svojega žaljivca in bi bil potegnen v njegov peklenski krog. Še bolj bi bil prizadet in ponižen. Čutil bi se krivega, ker se poslužujem trpljenja drugega, da olajšam svoje lastno ponižanje. Maščevanje bi v meni gojilo zamero, sovraštvo in jezo. To pa so razpoloženja, ki smo že rekli, a ne da povzročajo stres. To napade imunski sistem in izzove vrsto bolezni. Prekinem pa dejanja, ki žalijo, seveda, če je to mogoče. Zaustaviti žaljiva dejanja s tem, da uporabim vso svojo moč. To ni v ničemer podobno maščevanju, nasprotno. To pomeni spoštovati sebe, ne da bi napadli žaljivca. Odpuščanje ni mogoče, vse dokler dopuščam svojemu žaljivcu, da nadaljuje žaljiva dejanja. Seveda v primeru, a ne da je pač to mogoče. Priznam, da sem ranjen in notranje osiromašen. To je drugi korak. Večina nervoz izvira iz odklanjanja trpljenja ali iz nesposobnosti, da bi trpeli. Nikdar mi ne bo uspelo odpustiti, če vztrajam v zanikanju svoje prizadetosti in razgaljenega notranjega uboštva. Trpljenje, ki ga je pustila žalitev, tega trpljenja se moram naučiti sprejemati, ga zdraviti in ga spremeniti v svojo korist. Pred ranjenostjo nas seveda ščitijo notranji mehanizmi, ki so po eni strani koristni, po drugi strani pa seveda lahko tudi problematični. Pred velikim trpljenjem se človek more zaščititi, a ne pred navalom prevelikega trpljenja. In koristnost obrambnih mehanizmov premalo cenimo. Pozabljamo, da je vanje opisana modrost. Ranjenim osebam omogočajo, da preživijo. So pa obrambni mehanizmi seveda škodljivi, če še naprej varujejo nekoga, ko je nevarnost že mimo. Kot bi recimo policaj nosil neprebojni jopič doma v stanovanju. Potem imamo spoznavne odpore, ker nečesa recimo nočemo ali pa ne moremo videti. Recimo pozabljanje, opravičevanje so taki odpori, ko si človek prizadeva za vse vrste lažnega opravičevanja, samo zato, da bi konflikt čim prej izbrisali in na hitro in površno odpustili. Takšna nojevska strategija nedvomno omili bolečino in razočaranje, toda dolgoročno vodi do grenkih spoznanj. Žalitev gotovo izzove občutek ponižanja in sramu, sploh če prihaja od ljubljene in cenjene osebe. In če hočemo odpustiti brez zavedanja tega ponižanja in sramu, ki sledi žalitvi, bi to pomenilo napotiti se na brezizhodno pot. Velikodušna volja po odpuščanju skriva v sebi človekovo potrebo, da se zavaruje pred sramoto, ker se čuti majhnega.
Človekovo psihično življenje ne dopusti zlahka, da se boleče izkustvo pojavi v polni zavesti. Brani se pred trpljenjem, posebno pred sramoto. Najboljši način, da se z bolečinami soočimo, je poslušati naše telo. Telo zvesto ohranja žalitve in njihove fizične in psihične posledice. Napetosti, togosti, bolečine, celo fizične bolezni odsevajo neizraženo psihično trpljenje. Sporočajo, da obstaja rana, katero je potrebno zdraviti. Eden najneznosnejših vidikov moje rane je občutek, da sam na svetu nosim breme. Ko pripovedujem zgodbo nekomu, ki ima vlogo velikega odprtega ušesa, nisem več sama. Obstaja nekdo, ki deli ne le mojo skrivnost, temveč tudi breme mojega trpljenja. Drugi mi bo služil kot zrcalo ali odmev. Začela bom zavzemati razdaljo do svojih težav in jih zmogla videti v širši perspektivi. Posledično bom znala bolje ravnati z njimi. In še ena prednost od stika z empatično osebo je: njeno brezpogojno sprejemanje bo začelo polagoma vplivati name. Zaradi dejstva, da me bo ta oseba sprejela s sočutjem, bom tudi jaz bolj razpoložena sprejeti sama sebe z blagostjo. In to sprejemanje sebe mi bo prineslo notranjo umirjenost. Če je le mogoče, se pogovorim tudi z žaljivcem. Uspeh čustvenega odpuščanja je odvisen od tehle pogojev. Od žaljivčevega priznanja napake, od izraza njegovega obžalovanja in od odločitve, da tega ne bo več ponavljal. Saj vemo, priznana napaka je že napol odpuščena. Na morebitno srečanje z žaljivcem se pozorno pripravim, najprej z molitvijo. Potem uporabljam dobro pretehtane besede, brez napadalnosti. Osebno sporočilo, ki ne obtožuje. Hkrati sem razpoložena za poslušanje in nadaljevanje dialoga z njim do razjasnitve situacije. Kadar pogovor z žaljivcem ni mogoč, uporabim tiho govorico srca, da si olajšam bolečino in agresivnost in morebiti žaljivcu odpustim. Svojem srcu govorim o vsem trpljenju, ki ga je v meni povzročila žalitev. Sčasoma v sebi morda začutim odpuščanje in zaradi tega doživim globoko olajšanje. Težja situacija seveda je, kadar žaljivec noče priznati napake ali če je odsoten, nedostopen, nepoznan ali mrtev. Nadomestna sredstva so recimo pisanje pisem, ki jih potem ne odpošljamo. Pogovor recimo, ko si predstavljamo, da ta naš žaljivec sedi na stolu in mu povemo in se z njim pogovarjamo na tak način. Zadnje sredstvo nasproti nepoboljšljivemu žaljivcu je priporočiti ga Bogu. Kakor pravi judovski rek, če se tvoj žaljivec noče poboljšati, ga zaupaj Božji pravičnosti. Naredim natančen seznam izgub, ki jih je povzročila žalitev. Ozaveščenost mi bo pomagala, da za njimi žalujem. Če ne žalujem za tem, kar sem izgubila, v resnici ne bom znala odpustiti. Pomembno je natančno ugotoviti svojo izgubo, da bom mogla biti ozdravljena. Preneham si očitati. Uživanje v stanju žrtve je zgolj uničevanje lastne energije. Samo obtoževanje je vedno slab svetovalec. Da izstopim iz tega zastoja, se vprašam, kateri del mene je bil napaden, kaj sem izgubila, v katerih vrednotah sem napadena. Najtežje je priznati in identificirati rane, ki segajo v daljno preteklost otroštva. Od njih je najpogosteje ostala le neka togost obnašanja in neke obrambne reakcije, ki so odsev starih travm, ki jih prebudijo že najmanjše žalitve. Beseda jeza nas spomni na skrajno nasilje in nas je strah tega čustva. Mislimo, da moramo potlačiti vsak vzgib agresivnosti. A jeza je zdravo čustvo, ki preneha, ko jo izrazimo. Nasprotno,
se zamera in sovražnost namestita kot obrambna drža, ki vedno bdi nad vsakim napadom, resničnim ali namišljenim. Namesto da pustimo v sebi trohneti majhne jeze, jih raje izrazimo na čim bolj konstruktiven način. Bolj kot jeza, ljubezen uničuje strah pred odpiranjem drugemu. Jeza je normalna reakcija na nepravično dejanje, iskanje avtentičnosti in prizadevanje, da se odstrani ovira, ki zastira ljubezen do drugega. Nasprotno pa se zamera zakorenini v človeško srce kakor rak. Prikriva neko skrito in trdovratno jezo, ki se zadovolji le, ko je žalivec kaznovan in ponižan. Ima različne oblike: pikrost, trajajoče sovraštvo, prezir, grajajoča kritika, agresivna pasivnost, ki ubija vsakršno veselje v odnosih. Vse dokler ne priznamo lastne jeze in iz nje ne potegnemo najboljše možne koristi, obstaja nevarnost, da trohni v nas in se spremeni v zamero in v sovraštvo. Obvladam svojo jezo, da mi bo služila, in iščem koristne strani. Najprej si morda zahvalim, ker je tu, da me varuje. Sprejmem jo kot prijateljico, ki me je pripravljena braniti. Potem ji, če je situacija takšna, ljubeznivo zagotovim, da trenutno ne potrebujem njenih uslug. In kroglo v želodcu se začne topiti. Spravim se s koleričnim delom svojega bitja. Odpustiti samemu sebi je temeljna točka postopka odpuščanja. Odpuščanje nujno mora iti najprej prek odpuščanja, ki ga nakloniš samemu sebi. Vse napore, ki jih vložiš v to, da odpustiš drugemu, uniči sovraštvo, ki ga nosiš morda do sebe. Zato najprej ozavestim mržnjo do sebe. Dovolj je eno samo razočaranje, nepravičnost ali nesreča, pa se že prebudijo v človeku neskladni glasovi, ki preplavijo skoraj ves notranji svet, tako da ne ostane več prostora za odpuščanje. In kadar je človek v sebi tako zapleten, postane absolutno nezmožen, da bi odpustil drugemu. Poleg tega, da smo ponižani, se čutimo preplavljeni še s sramoto in krivdo, s katerima se mešajo številna ponižanja iz preteklosti. Glavni vzroki podcenjevanja sebe sta recimo dva. Razočaranje, da nismo na višini ideala, v katerem smo sanjali. Polagoma se mora človek naučiti sprejeti svojo omejenost in sprejeti svoj občutek krivde, da pač ni popoln. Sprejemanje svojega osebnega stanja je velik korak na poti psihičnega in duhovnega zdravja. Imenujemo ga ponižnost. In drugi vzrok podcenjevanja sebe so negativna sporočila, ki smo jih sprejeli recimo od staršev in za nas pomembnih oseb. Otrok vse beleži v svoj živčni sistem in v svoj spomin. Kopičenje nenaklonjenih sporočil ustvarja v osebi kompleks manjvrednosti. Sprejemanje in spoštovanje sebe je bistvo moralnega problema in sinteza vsake vizije življenja. Če je kdo krut do samega sebe, kako bi mogli od njega pričakovati usmiljenje do drugih? Sedmi korak. Razumeti žalivca ne pomeni opravičiti ga in še manj odvzeti mu krivdo. Razumeti ga pomeni usmeriti nanj bolj jasnoviden pogled, da dojamemo vse razsežnosti njegove osebe in morda tudi motive za njegove napake. Razumeti žalivca vključuje tudi prenehati grajati ga. Če sodim drugega, tvegam, da bom izgubila iz vida sebe toliko, kolikor se pretirano osredotočim na pomanjkljivosti drugega. Če se vzdržim obsojanja drugih, imam več možnosti, da bom imela objektivnejši pogled nase in posledično tudi na svojega žalivca. Razumeti žalivca seveda pomeni sprejeti tudi to, da ne razumemo vsega. Nikoli ne bomo popolnoma prodrli v skrivnost osebe žalivca, niti odkrili vseh motivov njegovega dejanja, ki so pogosto neznani celo njemu samemu.
Smo pred skrivnostjo neke žive osebe. Molimo. Ne razumem, zakaj mi je on to storil, toda zaupam Bogu, da ti to veš. To mi zadošča, da ohranim svoj notranji mir. 8. korak. Odkrivam možne pozitivne učinke, ki jih je žalitev prinesla v moje življenje. Kako bom žalitev obrnila v svojo korist? Vsaka napaka ali neuspeh v sebi skriva elemente rasti. Pomembno je odkriti v neuspehu svojo skrito rodovitnost. Moja rana mora postati vir rasti. Po velikih preizkušnjah se naše bitje lahko razcveti. Vprašam se recimo, kako sem rasla preko neke preizkušnje, do kakšne mere je moje življenje dobilo nov smisel. Žalitev me vodi v spoznanje same sebe. Seveda vsak človek le zase lahko najde nek smisel za prizadejano mu izgubo. Velika nepravičnost mora sprožiti začetek bogate človekove pustolovščine. Predamo se boljšemu poznavanju sebe in svojih bodočih načrtov. Morda je to čas preureditve življenja v smislu novega začetka. S preobratom, ki ga je prinesla žalitev, postajamo bolj zmožni zapustiti iluzije in nemogoča pričakovanja do sebe in do drugih. Ko se soočamo s praznino okrog sebe, smo izzvani, da si zastavimo temeljno vprašanje. Kdo sem? Kaj želim narediti iz svojega življenja? Čas razmišljanja se bo spremenil v novo in rodovitno poznavanje sebe. Prizadetost nas postavlja pred izbiro, ali se pustimo zrušiti, ali pa se odzovemo z rastjo. Samo kdor je sam izkusil odpuščanje, mora v resnici odpustiti. Kot notranji romar na poti odpuščanja postopoma spoznavam, da dejanje odpuščanja zahteva človeško prizadevanje in je hkrati duhovni dar. Odpuščanje je torej očitno človeška naloga, ki se uresničuje s prizadevno notranje dejavnostjo, dar Božje milosti pa je dopolnjen. V svojem prizadevanju za odpuščanjem pridem do svojih lastnih meja in začutim potrebo po posebni pomoči. Sedaj stopam globlje v duhovni svet, kjer bom morala manj storiti in več pustiti storiti. Tu osebna prizadevanja postanejo manj pomembna kot ponižna odprtost in potrpežljivo sprejemanje milosti. Ko prizadevanje za odpuščanje stopi v območje duhovnega, je moje prizadevanje le še v skrbi za sprostitev in prepustitev delu Božje milosti. Ta 9. korak me želi pripeljati do tega, da sem vredna odpuščanja, pa tudi do tega, da mi je bilo v preteklosti odpuščanje že velikokrat podarjeno. Kako opisati občutek, da si vreden odpuščanja? Doživeti odpuščanje je nepopisno izkustvo. Besede ne morejo izraziti njegove narave, globine in moči. Na neki način doseže človekov jaz v njegovih globinah. Zato ga moramo označiti za temeljno izkustvo. Človek doživi, da je priznan in cenjen zaradi tega, kar je v svoji največji globini. Čuti se brezpogojno ljubljen, kljub svojim pomanjkljivostim, kljub neuspehom, prestopkom, podlostim. Za ta trenutek ljubljenosti bi se reklo, da se je človekov globinski jaz znal zopet povezati z izvorom ljubezni. Ali kot pravi apostol Janez. In pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja. Saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse. Zgolj napor volje nam na poti odpuščanja ne pomaga, temveč nam mora celo škodovati. Osvobodim se vsakega napuha in vsakega občutka nadvlade, ki sem jo skušala iskati, hoteč odpustiti za vsako ceno. Domišljava želja, da hočem odpustiti zgolj z lastnimi močmi, razodeva nezdravo iskanje sebe. Torej se odpovem hlepenju, da bi bila edina ustvarjalka odpuščanja in moči, ki bi iz tega mogla izhajati.
Osvobajam se vsakega lažnega motiva, ki bi me mogel voditi pri odpuščanju. To bi samo pokvarilo lepoto in resničnost mojega dejanja. V sebi moram ustvariti potreben prostor, da milost odpuščanja uresniči svoje delo. Gledam, da omogočim Božji ustvarjalni moči, da deluje v vsej svobodi. Gotovo še naprej ohranim svojo ladjo v smeri odpuščanja, toda preneham veslati, da se prepustim voditi Božjemu vetriču. Človek sprejme, da sodeluje z Božjim delovanjem. Ali ni prav tako storil Jezus na križu? Ni sam naklonil odpuščanje svojim učiteljem, temveč je prosil očeta, naj to stori. Oče, odpusti jim. V srcu odpuščanja se stvarstvo ponovno rodi v svoji prvotni čistosti. Notranja praznina, ki si jo ustvaril, ko si se odpovedal, da bi bil edini avtor svojega odpuščanja, te razpoloži, da sprejmeš Božjo ljubezen. Pripraviš se, da odpustiš z Božjo pomočjo. Tako odgovoriš Jezusovemu vabilu: bodite usmiljeni, kot je usmiljen vaš nebeški Oče. Napačna podoba Boga, ki hudo kaznuje in dobro plačuje, zakriva pravi Božji obraz in ustvarja blokade. Kako ločiti Boga sodnika od Boga, ki je ljubezen? Zamisel o Bogu, ki daje le tistim, ki dajejo, se ne sklada z neizmernim Božjim usmiljenjem. Ustvarja zmedo in občutek nemoči, sploh pri tistih, ki se čutijo nezmožne, da bi odpustili. Če ne morem odpustiti, torej sem nevredna Božjega odpuščanja. Ali pa lažem sebi, ko na hitro privolim v dvomljivo odpuščanje. Kako iz slepe ulice? Zavedanjem dveh resnic. Prva je, da Bog vedno prvi prevzame iniciativo v odpuščanju, kakor tudi v ljubezni. In druga, odpuščanje ni dejanje volje, je sad spreobrnjenega srca in zorenja v daljšem časovnem obdobju. Za pravilno razumevanje Božjih drž odpuščanja je potrebno pogledati Jezusov odnos do grešnikov. Jezus do njih ni vzvišen, ne moralizira jih, ne prezira. Jezus je preprost, skromen, razumevajoč. Samoiniciativno obišče zasužnjene po lastni krivdi. Z njimi je, jih ceni in se postavi celo v situacijo, da od njih nekaj prejme, celo prosi jih. Samarijanko prosi za vodo, da mu piti. K Zaheju gre domov, Mariji Magdaleni dopusti, da mu umije noge z oljem. Preden govori o odpuščanju, začne vzpostavljati odnos z osebo. Jezus torej izrazi svoje odpuščanje prav v temeljnem sprejemanju osebe. Kako ga posnemati? Svetopisemski Bog nam razodeva, da je ranljiv, je oče izgubljenega sina ali pa tisti, ki gre iskat izgubljeno ovco in se odreče tega, da nam vrne z enako mero. To je za nas nevzdržen paradoks, zato moramo Božje odpuščanje posnemati le od daleč. 12. korak. Postavlja se mi vprašanje, ali nadaljevati in poglobiti odnos z žaljivcem, ali je bolje odnos končati. Odpuščanje je predvsem razpoloženje srca. Potrebno ga je razviti, da bi zopet dosegli notranji mir in svobodo, ne glede na to, ali je žaljivec razpoložljiv, dosegljiv ali ne. Kadar odpuščajoči ne more neposredno izraziti svojega odpuščanja, mu ostane možnost, da to stori s simboličnim dejanjem, naprimer napišemo pismo, ki se ga potem ne odpošlje. Obdamo se recimo s kakšnim predmetom, ki simbolizira naše odpuščanje. So tudi seveda situacije, kjer se prizadevanje za spravo pokaže kot neprevidno ali celo nevarno, če imamo opravka z nasilneži, zakrknenci, psihopati, brezvestnimi manipulatorji. Odpuščajoči se izpostavlja nevarnosti ponovitvi zla. Iz previdnosti se v takih okoliščinah umaknemo, čeprav odpuščamo svojemu žaljivcu. Tudi če odpuščanje ne preide v spravo, ni manj blagodejno za tistega, ki odpušča.
Žaljenega ne bodo več obvladovali občutki zamere in duh maščevanja. Ne bo več sodil svojega žaljivca, ampak ga bo razumel. V srcu mu bo mogel želeti največjo možno srečo. Odkril bo pozitivno stran težke situacije. Mogel bo gojiti upanje, da bo izkazana dobrohotnost do žalitelja preobrazila njegovo srce. Ob koncu našega vzpona se ustavimo in ponovno ozremo na prehodno pot. Hoteli smo se izogniti brezizhodnosti poti zamere in maščevanja. Po drugi strani ne maramo pustiti, da nas žalivec še naprej vznemirja. Naredili smo vse, da preneha nepravičnost ali žaljivost do nas. Ni nas bilo strah poglobiti se vase in se dotakniti globokega sramu, ki so ga povzročile rane iz otroštva in iz dobe odraslosti. Prav to nam je omogočilo ozdravljenje. Varovali smo se zaprtosti v nerodovitno izolacijo. Uspelo nam je zapisati razsežnosti svoje izgube tako, da smo jo mogli poimenovati in za njo žalovati. Srečali smo svojo jezo, željo po maščevanju in mogli smo jo sprejeti. V njih smo videli pozitivne moči, pripravljene, da zaščitijo našo ogroženo osebno integriteto. Postopoma smo se naučili razvijati spoštovanje do sebe in se razpoložiti, da si odpustimo. Iskali smo razumevanje za žaljivca, ga prenehali gledati s hudobnim očesom, da bi ga videli z novimi očmi. Spraševali smo se o pozitivnem smislu, ki ga bomo dali rani nastali zaradi žalitve. Pustili smo, da nam srce omehča ljubezen, ki so nam jo izkazovali drugi s svojim odpuščanjem. Hranili smo se z edinstvenim občutkom, da smo vredni odpuščanja in milosti. Odpovedali smo se zmagoslavju od odpuščanju in se izognili, da bi v tem iskali svojo lastno slavo. Postavili smo pod vprašaj svojo podobo Boga sodnika in se obrnili k Bogu ljubezni in usmiljenja. Odločili smo se razmisliti o bodočih odnosih z žaljivcem. Bodisi ga pustimo oditi, želeč mu največjo možno srečo, ali pa z njim sklenemo novo zavezo. Ko znova pregledamo pot svojega odpuščanja, smo lahko nase ponosni. Moramo se veseliti, moramo praznovati. Zrasli smo v človečnosti in svetosti. Bogu hvala.